Gospod Prebilič, kaj je zdaj torej glavni razlog, da se je svet stranke zavrnil kakršnokoli povezovanje z Hanovimi SD-jem na prihodnjih volitvah? V bistvu lahko vse skupaj strnem v 3 razloge. Razlog številka 1 je ta, da je prav, da vlada, ki je zdaj vladala 4 leta, svoje uspehe pokaže na volitvah in jih da v presojo volivcem. Mi te vlade nismo in nima nobenega smisla, da se rinemo poleg. Drugič, mislim, da je prav, da nastopimo samostojno zaradi tega, ker je potrebno enkrat političnemu inženiringu v Sloveniji narediti konec. Naj ljudje izbirajo med enim in drugim, popolnoma transparentno in čisto, in jaz mislim, da je to edino pravilno. In tretjič, dali smo zavezo, da bomo drugačni. Drugačni pa pomeni, da bomo samostojni in mi besedo držimo. Na kakšen politični inženiring mislite, ki mu je treba narediti konec? Ves čas se nekako poskuša tako ali drugače spodbuditi stranke v take ali drugačne povezave na iskanje, kaj je tisto, kar največ prinese na volitvah. Jaz mislim, da temu ni prav. Jaz mislim, da je prav, da so ljudje tisti. Veste, v ustavi jasno zapisano, da ljudje izbirajo svojo oblast. In prav je, da jo izbirajo na maksimalno transparenten način. To je pa mogoče s samostojnim nastopom političnih strank na volitvah. Ampak slišali ste, gospoda Gorška, to povezovanje so videli v iskanju večjega števila glasov na levi sredini, ki bi tudi po naslednjih volitvah omogočilo oblikovanje levo-sredinske vlade, ker drugače menijo, da bo prišlo do tega drobljenja in morda izgubljena. Morda SD, kakšna druga stranka, levica, izpade iz parlamenta. Na ta način bi omogočili, da Janez Janša lahko po naslednjih volitvah sestavi vlado s to vašo odločitvijo. No, jaz temu ne pritrjujem, obratno, mislim, da če smo vstopili v ta prostor, v politiko s tem, da bomo drugačni, transparentni, je prav, da stojimo na svoji poti. To je pod A. Pod B. Imamo ogromen bazen volivcev, ki so danes neopredeljeni in mislim, da je prav, da prav tisti volivci, ki danes niso navdušeni nad tem, kar je ponudba na levi, da dobijo priložnost, da izberejo nekaj drugega in da se mi ne silimo nekam, kamor ne sodimo. Ne sodimo pa v ta trojček vlade. Ta vlada, kot sem povedal, nastopi za svojim rezultatom, ki jih je v 4 letih pokazala, ne ljudje presodijo, ali so ti rezultati vredni zaupanja. Naša naloga pa je, da ponudimo alternativo temu, da ponudimo drugačno vodenje, da ponudimo bolj premišljeno vodenje in predvsem, da osvežimo levo-sredinski prostor. Ampak pravite, da je čas, da je konec temu političnemu inženiringu, ampak pričakujete zdaj kakšne povračilne udarce, ne glede na to, da ste svojo odločitvijo, da greste sami na volitve, šli proti volji nekdanjega predsednika Milana Kučana, okrog katerega je še vedno zbran vpliven krog ljudi. No, jaz sem prepričan, da je prvi predsednik seveda želel iskreno dobro, sam pa menim, da do tega cilja lahko pridemo tudi na način, da mi samostojno nastopimo in dobimo zelo veliko podporo na volitvah. Torej nič ni še končanega, daleč od tega. Kar pa se tiče povračilnih ukrepov, jaz si želim in upam, da v slovenskem političnem prostoru lahko politični akteri nastopamo samostojno. Lepo je, če nas kdo podpre, lepo je, če nam kdo kaj svetuje. Jaz osebno sem bil vedno odprt za kakšne nasvete, ampak na koncu, veste, je pa prav, da organi stranke in tisti, ki imajo pogum, da se izpostavijo v našem primeru, da odidemo na volitve, da oni so tisti, ki dajo zadnjo besedo. Ampak trenutno se zdi, da ima to podporo teh vplivnih ljudi iz leve sredine, Milana Kučana, Zorana Jankovića, Robert Golob, ki ga vi napadate. No, napadanje je seveda težka beseda. Jaz mislim, da je prav, da ponudimo alternativo temu, kar gledamo. Veste, leva sredina je danes osiromašena v podpori zaradi tega, ker so ljudje nezadovoljni. Jaz sem prepričan, da je tistih 95%, v katerih bo verjetno potekal dogovor, kako jih pripeljati nazaj na volitve, tistih, ki so razočarani. Jaz tem ljudem želim vrniti ponudbo in jih prepričati, da smo mi tako imenovana varna naložba. Zdaj, kako in zakaj kdo podpira pač aktualnega premierja, to je pa stvar tistih, ki ga seveda podpirajo. Ampak se ne bojite, da vas bodo ti centri moči, ne vem, s kakšnim okostnjakom, dolgo časa ste v politiki, tudi župan, spodnesli? Jaz mislim, da ne. Zato, ker vse moje delo temelji na maksimalnem transparentnem delu, brez skrivaštva in zelo iskrenem delu. Tako da jaz mirno odhajam na to pot. Vem, da bo težka, tega sem se zavedal od prvega dne, ampak veste, včasih je, da človek stori to, kar je prav in ne tisto, kar je najbolj oportuno. Glejte, v sporočilu za javnost pišete, da greste na volitve s ciljem, da dosežete zmago. Menite, da je to res mogoče, glede na to, da so trenutno rejtingi vaše stranke daleč od tega? No, jaz mislim, da ti rejtingi ne
odražajo realnega stanja ta trenutek, pod A, in pod B, kot sem že uvodoma povedal, stvar se šele začenja dogajati. Lahko povem, da se bom zagnal maksimalno, kolikor je mogoče. Tudi sam sem si v parlamentu izposloval, da bom zdaj lahko več oziroma skozi v Sloveniji, da bom upravljal minimalno delo tam. In res nam je cilj prepričati ljudi, da pridejo na volitve in da namenijo svoj glas vsem tistim, ki so danes razočarani. Glejte, v sporočilu za javnost se mi je zdel zanimiv še en stavek. Pravite, da upravljanje države niso komunikacijski triki, hitri učinki ali zakulisna politična preigaravanja. Ali takšno upravljanje države pripisujete sedanjemu predsedniku vlade Robertu Golobu? No, vsak se bo sam prepoznal v tej zgodbi. Osebno menim, da je treba delovati drugače. Verjamem v moč argumenta, verjamem v premišljene poteze, predvsem pa se mi zdi nekaj bistvenega. Veste, moja logika delovanja je naslednja. Obdati se moraš pametnejšimi ljudi od sebe. In vedno znova ponavljam stari pregovor in to je, če si najpametnejši v sobi, verjetno je čas, da zamenjaš sobo. In tako jaz vidim vodenje države. Torej, ni namen, da odločam vse sam, ampak da mi pomagajo pri tem tisti, ki znajo to še bolje od mene. Ampak zdaj ste se spretno odgovorili, ne odgovoru na vprašanje, ampak upravljanje države, država upravlja na vrhu tega upravljanja je Robert Golob. Ali to pomeni, da vi menite, da Robert Golob ne vodi odgovorno politiko, glede na to, da pravite, da boste vi tisti, ki boste vodili odgovorno politiko do države? Seveda, jaz mislim, da je treba temu ponuditi alternativo, kar gledamo. Še enkrat, jaz mislim, da je treba delati preudarno, premišljeno, ne se zaletavati in veste, na koncu vseh koncev gre za integriteto voditelja. Torej, če ljudje voditelju ne zaupajo in je zgubil integriteto med ljudmi, bo zelo težko vodil kogarkoli, še najmanj pa državo. In jaz mislim, da pač enostavno je tukaj potrebna alternativa. Kaj zdaj za vas pomeni odgovorno vodenje države, ki ga napovedujete v primeru oblikovanja vlade? Bi bili vi recimo kot predsednik vlade tiho, če bi recimo nadzorniki SDH-ja nekaj mesecev pred volitvami podaljšali mandat predsedniku SDH-ja, čeprav se mu mandat izteče šele čez 1 leto, kot se je to zgodilo v primeru Žige Debeljaka. Bi bili vi tiho glede na to, da je ustanoviteljica SDH-ja država, glede vlada in Robert Golob je tiho? Če bi bil jaz premier, se to nikoli ne bi zgodilo. Kaj je torej zdaj glavna razlika med vami in Robertom Golobom, gospod Prebelič? Mislim, da so si zelo različna v karakterju, mislim, da različno vidimo delo na tej poziciji, torej predsednika vlade, in osebno mislim, da imava tudi popolnoma drugačen vrednostni sistem. Moj je, recimo temu, rahlo konzervativen. Jaz verjamem v stvari, kot so poštenost, iskrenost, odkritosrčnost, trdo delo. Kako vidi kdo drug, je njegova stvar, ampak jaz mislim, da je to tisto, kar je treba nekako pripeljati nazaj na vrh države. Sicer, veste, bo zelo težko. Ampak dajte mi povedati, boste vi vztrajali, ne glede na to, kakšen bo rezultat volitev, pri besedah, ki ste ji dejali, da če bo protikorupcijska komisija ugotovila kakršnokoli kršitev zakona o integriteti v primeru Bobnar in Karigador pri premierju Robertu Golobu, da ne boste sodelovali v njegovi koaliciji oziroma šli v koalicijo z njim? Naj bom kristalno jasen. Integriteta pomeni, da to, kar govorim, mislim in to, kar govorim, delam. To pomeni pri meni, kar sem rekel, 100% stoji in obstane. Bo to držalo in obstalo tudi v primeru, če bomo prišli po volitvah do take situacije, da boste vi jeziček na tehnici, da bo recimo Robert Golob v poziciji, da sestavlja vlado in bo rekel, gospod Prebelič, pejte z mano v vlado, imeli pa bomo takšno recimo poročilo protikorupcijske komisije in od tega bo odvisno, ali bo dobil, če boste vi rekli ne, in bo dobil Janez Janša možnost, da poskusi oblikovati vlado. Bo tudi takrat odgovor enak? Odgovor bo ves čas enak, zaradi tega, ker integriteto imaš ali nimaš. Veste, ampak nekaj drugega se tukaj pojavlja. Se je še verjetno kdo drug v Gibanju Svoboda, ki bi lahko verjetno nekoga zamenjal. Torej, jaz ne izključujem sodelovanje z Gibanjem Svoboda. Zdi se mi pa popolnoma nesprejemljivo, da bi človek pod težo takšne odločitve protikorupcijske komisije lahko vodi Republiko Slovenijo, ker sicer ne moremo integriteto vrniti nikamor v naši državi in brez tega ne moremo imeti učinkovitega vodenja naše države. Ampak a mislite, da lahko vaša stranka, recimo Logarjevi demokrati, SD in NSI dobijo na volitvah toliko glasov, da bi morda brez Goloba in Janše sestavljali vlado? Seveda, na koncu bodo imeli volivke in volivce prav.
Moja naloga je, da svoj program, svojo osebnost, svoje delo, svoje rezultate dam v preverbo državljankam in državljanom. Če jih bom prepričal, potem se bomo lahko o marsičem pogovarjali. In jaz mislim, da je vse še čisto mogoče v tej državi. Veste, na koncu se bodo volitve odločale zelo na koncu in do tistega finiša moramo priti v čim boljši kondiciji, s čim boljšimi argumenti. In jaz vam zagotavljam, da bom postregel z veliko njih. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala lepa.